Naš ID.4 je bil pred časom prvič na tehničnem pregledu, no zdaj pa prvič menja tudi letne pnevmatike. Ja, po 4 letih je to pač potrebno, kar ni sicer čisto nič nenavadnega, smo pa vedno pridno menjavali letne in zimske pnevmatike in v tem času prevozili malenkost manj kot 69.000 km, kar pomeni, da malenkost so pa že bile obrabljene. Ampak, a se pri električnih avtih pnevmatike res hitreje obrabljajo? Ja, definitivno se hitreje obrabijo. Če lahko za primerjavo recimo povem, na klasičnem vozilu bi to bilo nekje okrog recimo 60.000 km, na električnem vozilu pa seveda nekoliko manj, tam okrog 40.000 km. Tukaj vemo, električna vozila so nekoliko težja, posledično normalno pnevmatike bolj trpijo, so bolj obremenjene, tudi navori so večji zaradi elektromotorja, posledično trpi kotalna površina profila, posledično seveda tudi število kilometrov pade. Pnevmatike za električna vozila se razlikujejo od tistih klasičnih, predvsem v zgradbi, saj je ta nekoliko bolj čvrsta, konstrukcija je bolj robustna, če lahko tako rečem, zaradi tega, da lahko nosite večje obremenitve vozila, posledično so seveda tudi razredi nosilnosti nekoliko višji. Potem tudi zaradi navorov trpi bolj kotalna površina, profil mora biti bolj trpežen, bolj odporen proti temu in pa recimo tudi karakteristike te pnevmatik mora biti nekoliko drugačne, ker vemo, električna vozila imajo drugačne performanse kot pa klasična vozila. Te karakteristike so pa predvsem recimo nizki kotalni opor, seveda da s tem dosežemo čim višji razred dosega našega električnega vozila in pa tudi povpraševanje recimo tudi po čim večjem komfortu, v tem primeru seveda govorimo o nižjem hrupu, ki je zelo pomemben seveda pri električnih vozilih, ki so seveda praktično neslišna. Te pnevmatike na bočnici so danes specifično ravno zaradi voznikov, da lahko kar se da lahko in enostavno vidijo, ali je ta pnevmatika namenjena za njihovo električno vozilo ali ne. V bistvu proizvajalec pnevmatik sam določa te oznake, ni nekih zakonskih zahtev, lahko pa povem recimo, da so večinoma oznake takšne, da se da kar se da enostavno zapomniti, recimo EV kot Electric Vehicle ali pa EV Ready kot Electric Vehicle Ready, vsekako nekaj, kar je enostavno za prepoznati. Čeprav vedno poudarjamo, da je to naš edini stik s podlago in da imajo vse 4 pnevmatike skupaj oprijema za en A4 list papirja, nas vsem zaboli, ko jih je treba zamenjati, ker je to en dodaten strošek. Jaz potem vedno kolege mirim, da ne ga razdelijo na 4 leta, pa je precej lažje. Sploh, kaj pomisliš, da danes eno družinsko kosilo stane to kot ena pnevmatika. Naše izkušnje s pnevmatikami z električnega vozila so praktično, bom rekel, podobna tistim klasičnim, je pa res, da je razlika ravno v tem, da so namenjena za električna vozila in vemo, tam vozniki velikokrat tudi malo izkoriščajo ta navor, ki je večji in posledično tudi je nekoliko manj prevoženih kilometrov in z tega naslova potem tudi malo več nezadovoljstva s strani končnih kupcev. Proizvajalci pa smo se prilagodili tako, da dejansko ponujamo različne tipe pnevmatik in jaz bi rekel, da na tem mestu je še posebej pomembno, da voznik izbere res pravilen tip pnevmatike glede na njegov način vožnje. Se pravi, če je nekoliko bolj dinamičen voznik, potem seveda poseže po nekoliko bolj športni pnevmatiki ali pa obratno, če je voznik recimo takšen, ki posveča največ pozornosti recimo prevoženim kilometrom, potem pa vzame nek bolj ekosegment ali pa kaj podobnega. Posebej pozorni pa morajo biti vozniki pri teh razredih nosilnosti, ker pri pnevmatikah za električna vozila je to še izredno pomembno, vemo, vozila so težja in potem ta razred obremenitev mora res ustrezati vozilu ali pa bodo težave. Proizvajalci pnevmatik ne težimo k razvoju specifičnih pnevmatik za električna vozila, mi v bistvu razvijamo pnevmatike, ki so tudi kompatibilne za električna vozila in pa seveda za klasična vozila, ampak kaj želimo je to, da voznikom ponudimo kar se da širok nabor teh modelov pnevmatik za električna vozila in potem lahko vsak voznik sam izbere točno določen tip pnevmatike, ki ustreza njegovemu načinu vožnje ali pa tudi njegovemu vozilu. No, mi smo jih seveda menjali prej kot šele junija, ko vi gledate tole oddajo, je pa res, da nismo bili med prvimi, ker so bila to pomlad določena jutra še precej hladna in se bilo dejansko bolje voziti z zimskimi pnevmatikami. Skratka, zdaj so na ID.4 letne pnevmatike, ki so pa bolj primerne za te visoke temperature. Kako pridni ste pa vi pri menjavi?